Zadnjič sem tako nič hudega sluteč naredil en krog specialko, tam okrog 50 km, še neke intervale sem delal. Pol pa kar naenkrat tako strela z jasnega na Stravi, dobim en komentar: "Ti, zakaj se ne furaš z gorskim kolesom?" In to je bila točno tista brca v rit, ki sem jo nekako rabil. Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Krasen, čudovit dan je. Tako delno oblačno, približno 12 stopinj Celzija. Super za eno popoldansko kolesarjenje. Se pravi, grozni Gašper je komentiral tako: "Eno vprašanje imam. Ti imaš gorca in okoli tvoje bajte toliko lepih trailov, ki bi lahko probal pa napredoval na tehniki na gorcu, pa še fajn je. Pač, zakaj se ne furaš? Me zanima, pa da ne boš mislil, da ti kaj očitam, samo zate bi bilo lepše." Jaz mislim, da je Gašperjevo vprašanje popolnoma na mestu in sem prepričan, da se še marsikdo sprašuje enako, samo napiše ne pa nobeden. Jaz sem mu potem odgovoril tako: "Z gorskim kolesom se peljem cirka 2krat na teden, ampak si ne upam na tiste naše bližnje traile. Zapeljem se po lepih makadamih v okolici, ki so povsem normalno prevozni že z gravel kolesom. Traili okrog Nove Gorice niso hec. Svete Gore, Škabrjela, Kekca, Marka ali Kalvarije je veliko strmih in zahtevnih trailov, kjer jaz s svojo nerodnostjo nimam kaj iskat. Ravno v nedeljo sem probal nekaj 100 metrov pod Kalvarijo in sem kar obrnil, saj ni šlo nikakor ne naprej, ne nazaj. Sem pa vseeno vedno bolj spreten, tako da načrtujem mountain bike izlete v te zahtevnejše smeri, ampak zato rabim več časa, ki ga pa po zimi po službi nimam. Hvala za vzpodbudo, nisem vzel za slabo." Moj odgovor na Stravi je bil očitno všeč večjim gledalcem, saj je dobil kar 6 lajkov. Malo kasneje pa mi je od spodaj podporo dal še Aleš, ki je napisal: "Ravno danes sem potiskal kolo od Marka proti Kempršču, ni niti za mountain bike." Seveda moj odgovor na Stravi zveni kot opravičilo, kar na nek način tudi je, ker jaz bi rad poudaril, da vem za te traile, vem, da obstajajo, poznam celo tudi njihova imena, njihove lokacije, kje tečejo in kako izgledajo. Dejstvo je, da jaz nikoli v življenju nisem imel gorskega kolesa. Tega zdaj imam šele pol leta od avgusta in enostavno se z njim niti ne znam dobro peljati. Sem prepričan, da bo trajalo še kar nekaj časa, da se bom kolikor toliko zverziral, da bom lahko vozil z eno roko, malo hitreje v kakšne ovinke, se je navadil primerno žlajfati in tako naprej. Dokler jaz ne osvojim osnovne vožnje z gorskim kolesom po ravninah, nimam kaj iskati na trailih. In taka ravninska proga bo tudi danes. Bom dal od spodaj v opis videa link do svoje Strave. Ko sem si jaz kupil gorsko kolo, sem se najprej pozanimal o teh različnih gorskih poteh in o trailih, ki bi jih lahko probal. Seveda sem hitro ugotovil, da tisti traili, ki grejo dol z Kekca in Svete Gore, Škabrjela, to je zame vse nedosegljivo. Sem pogledal par videov na YouTubeu, to so skakalnice, veje, skale, to je pač zame nemogoče. Jaz sem nekako ocenil, da so meni mogoče še najbolj dostopni traili dol iz Marka, kjer si po imenih približno predstavljam, kakšni so. Naprimer Bambi je tak za začetnike, Jazbec je verjetno zahrbten, Prašičja zna biti blatna pot, pa mislim, da je še Lisica, ki je verjetno zvita. Ampak jaz vam povem, ko sem se po asfaltu peljal samo mimo vstopa na trail Bambi, sem imel takoj polno plenico. Sem pogledal tudi na YouTubeu par kolesarjev, ki so se vozili po teh trailih in sem videl, da to ni tako enostavno, ko bi si kdo mislil. Vsaj seveda ne zame. Tisti, ki imajo malo korajže in spretnosti, to je za njih mala malca. Čeprav zdaj pošteno povedano, tako po zimi, ko je vse mokro, me niti ne mika iti na te traile, ker je blata še pa še. Že tle na ravnini je ful vse mokro, tam not po gozdu more biti pa ubijalsko. Imam pa plan, ja, da bom šel, ko se bo malo posušilo, mogoče spomladi ali pa celo poleti, vsaj na Bambija bi rad šel probati, da vidim, koliko ga bom prevozil in koliko prehodov.
Glede vožnje po trailih sem pridobil tudi nekaj dragocenih nasvetov od ljudi, ki se znajo tako peljati. In sicer en nasvet je bil ta, da si moram pri izpustu znižati ta svoj sedež, ki je sicer precej visok. Seveda zdaj izkušeni kolesarji to rešujejo s potopnimi sedežnimi oporami, ampak tudi jaz bi lahko na vrhu traila ta sedež spustil, se z njim odpeljal do konca dol in si ga potem za vožnjo po ravnini nazaj dvignil v prvotni položaj. Bom pa moral verjetno na trailih še pogruntati, kaj narediti s temi svojimi čevlji, ki so vpeti v pedala preko SPD sistema. Drugi nasvet, ki sem ga dobil, je pa bolj psihološke oziroma filozofske narave in sicer se nanaša na tvoj mindset. V bistvu tisti, ki se spusti dol po trailu, si mora že skoraj malo želeti, da bi si po poti kaj zlomil, tako že zato, da se pokaže pred svojimi prijatelji in da si malo pridobi na rejtingu. Meni ta koncept ni najbolj domač, ampak ja, si predstavljam, da če greš s strahom na trail, potem praktično tam skoraj nimaš kaj iskati. In ko sem jaz na YouTubeu videl posnetke iz Svetogorske Kraljice ali pa dol iz Škabrjelke, mi je bilo takoj popolnoma jasno, da so to traili za izkušene, dobro opremljene in predvsem neustrašne kolesarje. Ne za take kolesarje, ko sem jaz, ko moramo iti na kolesarjenje s plenico. In popolnoma jasno mi je tudi, da se vožnje po trailih ne moreš naučiti tako, da bereš forume ali pa poslušaš nasvete drugih. To moraš probati sam, dobiti prakse, izkušnje, včasih tudi mogoče past, če ne, se ne boš navadil. Jaz sem potem tudi malo pogledal te proge, ki jih pri nas vozi Grozni Gašper in moram reči, res gre za mlajšega fanta. To je neustrašen, to je prevozil vse te zavite proge, vsaka čast, res. Nimam kaj reči, kapo dol. Jaz osebno sicer ne ocenjujem, da se vozim malo z gorskim kolesom, saj to sem že pokazal v enem od prejšnjih videov. Zdaj imam z njim narejenih kakšnih 1200 km, bil sem tudi že na prvem servisu. V glavnem tako ga kar vozim, ampak seveda ja, res, po teh lepih ravninah, lepih makadamih, taki, ki so v bistvu narejeni za gravel kolesa. Če se navežem na komentar od Gašperja, moram tukaj javno povedati, da mene taki komentarji ne motijo. Jaz vem, da je to dobronamerno in v bistvu bi rekel, da si jih želim več. Da mi več ljudi pošteno pove, kaj si misli oziroma kaj jih zanima. Ker bom jaz z veseljem z vami delil svoje izkušnje in ugotovitve brez problema. Tako da, če bo še kdaj kakšna taka brca, ko je bila ta, ne bo prav nič narobe. Ampak res me je Gašper tako spodbudil, da zdaj prav tuhtam in čakam, kdaj bo res kakšen lep dan, da se jaz spravim na kakšen easy, tako otroški trail, pa da se malo probam. Drugač pa, glej, jaz bi se brez problema vozil po teh trailih, ne da me je strah, samo meni žena ne pusti. Ja, veš, da ima kam boš rinil na tiste traile, da ne bi gor na kekcami hodil. Kljub blatu sem nekako prevozil čudovitih 25 km, pulze imam dobre, tako da bom naredil še kakšnih 15 do doma in zaokrožil nedeljo z eno tako lepo 40-ko. Navkljub vsemu lepemu vremenu in lepemu makadamu se pa tudi danes ne bom mogel izogniti pranju kolesa. Res mi ni popolnoma nič žal, da sem si kupil to gorsko kolo, tako take dobre kroge delam z njim, odkrivam neke nove terene, nove makadame. Prav fajn je. Se je pa potem med vsemi tistimi komentarji na Stravi pojavil še eden. V glavnem nekdo me je povabil na Štajersko, morda celo na Pohorje. Take lepe makadamske poti na kratkih razdaljah, dosti višincev. Tako da me je kar zamikalo. Bom razmislil o kakšnem dopustu, da bi z gorskim kolesom se prestavil gor, pa kakšen teden kolesaril tam okrog. Pa tudi mi je zanimivo, kako ste opazili, da so na vseh mojih posnetkih in fotografijah trte. No, niso samo trte, evo, tukaj so tudi oljke.
Ampak ja, to je že prav nekako moj zaščitni znak. Meni je to ena taka lepa rastlina. Čeprav sem precej zmanjšal pitje tistih sokov, ki jih njeno grozdje daje. Kakorkoli, jaz moram res poudariti, da mi je zelo všeč, kakšno občinstvo imam na YouTubu in tudi na Stravi. En tak zdrav community, zdrava skupnost, tako z dobrimi komentarji, vprašanji. Pač res upam, da bomo vzdrževali ta sistem še naprej. Meni je to zaenkrat res špica. In sam pogledajte to tukaj, kako cveti. 25. februar je danes, se pravi še skoraj cel mesec do pomladi. Tukaj pa ta sliva totalno ponorela, jo razganja. Glejte, tle že čebele v polnem zamahu nabirajo med. Noro. Tle dol vem še za en makadam, še ta zadnji košček izkoristim prej, ko se zapeljem domov. Mislim, da je tukaj tudi ena taka prava točka, da se poslovim. Jaz vam bi zaželel varno vožnjo in čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.